SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v SBC-vem podcastu Aktualno. Moje ime je Katarina Matejčič. Danes pa nekoliko bolj marčevska tema, glede na to, da v tem mesecu obeležujemo dan žena 8. marca, pa potem še materinski dan. Torej malo več o ženskah, o njihovi vlogi v družbi, seveda pa predvsem tudi v podjetništvu, gospodarstvu in na splošno na vodilnih položajih, kjer je nažalost še vedno očitno premalo žensk. In danes, ker je taka tema, prvič tudi z menoj same ženske, torej danes smo 4 ženske v studiu in obljubim, da jutri ne bo deževalo, a ne? Na moji desni Ajda Sibinčič, direktorica selekcije in iskanja kadrov v podjetju First Class, Janja Bonžič-Marolt, ki smo jo že gostili v našem studiu, in sicer ustanoviteljica in direktorica Mediane, verjetno dodatne predstavitve ne rabi, in pa naša najmlajša sogovornica, kljub njenim res rosnim letom, že več kot leto direktorica podjetja Lotrič Meroslovje, torej ena najmlajših in najuspešnejših podjetnic, lahko rečemo, zagotovo pa v tem našem SBC-vem klubu. Tako da dobrodošle vse in hvala, da ste se odzvale vabilu. Hvala za povabilo. Hvala. Enkrat na drugo temo. Ja. Hvala. Začnemo z vami, ker ste v sodelovanju s partnerji delali raziskavo ravno o tem, kako se ženske počutijo v Sloveniji, kar se tiče kariere, in 73% jih je reklo, da mislijo, da so njihove priložnosti slabše, kot so priložnosti moških. Vas v letu 2024 preseneča ta rezultat in pa predvsem odkje taka razlika, ne, zakaj se nam še vedno zdi, da so naše priložnosti toliko manjše? Hvala za povabilo še enkrat, res. Lepo, da začnemo z rezultati aktualnih raziskav. To raziskavo smo na Inštitutu Mediana izvajali sicer decembra lani, si pa predstavljam, da se v parih mesecih tako vsebinsko pomembna stališča, ne samo mnenja, niso spremenila. Tako da je, mislim, da povsem dobro, da jo interpretiramo lahko tudi danes. Raziskava je bila izvedena na več kot 33,000 ljudeh v 39 državah in so jo v sosednjih, sorodnih državah, v ostalih državah izvajale Mediane, jaz temu rečem, torej neodvisni raziskovalni inštituti, kar pomeni neodvisni objektivni, hkrati pa ne člani verig mednarodnih. Tako da se pod vse te raziskave nekako podpisujemo. Zdaj, kje so razlogi za to? Priznam, da sem bila presenečena ali pa da smo bili presenečeni. Mi pač rezultate jemljemo takšne, kot so, potem pa iščemo razloge za to. Razlogov za to ne znam navajati. Je pa res, da so se slabše od nas tozadevno, bom rekla, odrezala mnenja in stališča v državah južno od nas, se pravi, tudi na Hrvaškem je še slabše in v Srbiji je še slabše. Na splošno ženske v Evropi, tudi v zahodni, razviti Evropi, menijo, da je njihov položaj slabši kot moških. Veliko upanja je pa v afriških državah. Se pravi, afriške države, ki še na nek način lahko, da nekatere ne poznajo realnosti, kakršna se dogaja v, narečem, resnem, velikem poslovnem svetu. Razlogov za to nimam. Lahko pa povem razloge za eno drugo reč, pač te raziskave so javno mnenje, podatke zberemo, obdelamo in objavimo. Ko smo ljudi spraševali, kdaj se počutijo stare, v Sloveniji so se ljudje počutijo stare pri 58 letih, pri 68, v Italiji pri 74, na Kitajskem pri 44. Pravim, to Kitajc, Janja, Kitajc, ja, rečem, kaj se ti je zgodilo, lahko da je prvs napaka. Pravi, nimam znanstvenega dokaza, ampak pravim, da je lahko da razlog v tem, ker smo prešli povsem prehitro za mnenje odrasle in starejše populacije v dobo digitalizacije in najdejo. Tako.
in imajo občutek starosti. Vprašam Italijanko Janjo v Italiji, kaj pa z vami? Pravi, nimam znanstvenega odgovora. Ampak lahko da zato, ker dobro in zdravo jemo, dobro in zdravo pijemo in se veliko družimo in damo veliko na družine in prijatelje. Tako da to so neznanstveni odgovori. Kaj je pa odgovor na to, boste pa mogoče kolegici povedali, kaj je lahko razlog, da ženske v Sloveniji, bom rekla, slabo ocenjujemo svoje možnosti in slabše kot položaj. evropsko povprečje in še slabše kot svetovno povprečje. Torej, za vas, glede na to, da ste na začetku kariere, se vam zdi, da je danes mogoče za dekleta, dame, ženske položaj vseeno boljši, pa da mogoče zato tudi, ker je bila populacija, verjetno malo širša, niso bile samo ženske do, 30. 40. Je mogoče to delno tudi percepcija starejše generacije, pa se vam zdi drugače ali ne? Ja, hvala lepa najprej tudi za povabilo, odlične iztočnice, sicer zelo moja opevana mladost. Jaz se pa počutim, ko gledam po socialnih omrežjih, že kot pač starejša, mislim, ne v tem smislu, da imam 30 let, ampak povprečna starost na Instagramu je sicer malo višja, na drugih socialnih omrežjih, kot je TikTok, sicer nisem prisotna, ampak ko ti gledaš toliko različnih ljudi in vidiš njihovo starost, so stari 25, pa so že uspešni, imaš mogoče za to občutek, se sem že dovolj stara, imam tudi otroke, 2 otroka, zato zakaj se tako dojemamo, je verjetno več razlogov. Socialna omrežja absolutno dajejo pritisk na to. Ali imamo enake možnosti? Jaz sem pač zagovornica, da jih imamo. Res pa je, da moramo vseeno vsi biti dovolj ambiciozni in se naučiti prevzemati odgovornost. To je mogoče pri mlajši generaciji, ki trenutno vstopa v ta bazen kadrov, je malo problematično, ker je ta nek entitlement, to se pravi, meni pa to pripada, ne, jaz si bom pa to pridelal, nekako zaslužil, ali naziv, plačo, kje bom delal, s kom bom delal. Skratka, vse nam že takoj na začetku kariere pripada, ne. Tako da tisti, ki pa so pripravljeni dati nekaj oziroma veliko za svojo kariero, lahko uspejo. Dodala bi pa pač kljub vsemu, imam 2 otroka, ki sta stara 4 in 2 leti. Porodniška v Sloveniji kljub vsemu traja 12 mesecev, na zahodu malo manj. Jaz vseeno trdim, da je ta čas, ki si doma, zelo dobrodošel, tudi nujen, ampak lahko pa, da nas to tudi pač zavira na tej karierni poti. No. Sploh, če jih je več, pa so relativno skupaj in to ravno v obdobju, ko si na nek način tudi karierno najbolj ploden, bi temu rekli. Ker vseeno nimamo otrok pri 50-60, ko si že nekje, kjer naj bi bil. Vi se ukvarjate z iskanjem kadrov. V tej raziskavi je bilo tudi ugotovljeno, da Slovenke le 2% njih meni, da so plačane boljše kot moški, in to kažejo tudi podatki. Sursov podatek je, da je plačna vrzel 6,2% v Sloveniji, medtem ko smo po evropskem merilu, ki malo drugače merijo, ker nekaj še dajo noter javni sektor, pa podjetja s manj kot 10 zaposlenimi, pa kaže, da je vrzel 8,2%. In samo Luksemburg je država, kjer so ženske plačane bolj. Res? Ravno v petek mi je en kolega rekel, jaz pa mislim, da to ni res. Če bi pogledal čisto popolnoma ista delovna mesta, z isto izobrazbo, z isto odgovornostjo, jaz mislim, da ženske niso plačane manj, sploh, ker so večinoma kadrovnic ženske. Ali bi res dale ženski nižjo plačo? Kako je? Ali obstaja res ta razlika? Ali morda vseeno nimamo možnosti primerjati dovolj veliko število mest, ki so popolnoma primerljiva povsem, da bi lahko rekla, res, ta številka absolutno drži. Hvala za vabilo tudi z moje strani najprej, hvala za vprašanje. Raziskave tudi kažejo, da ko mladi danes vstopajo na trg delovne sile, so moški pa ženske praktično izenačeni. In tudi mi iz lastnih izkušenj, ko plasiramo mlade, tle ni razliko plači.
Kaj jaz spet mislim iz lastnih izkušenj, da je problem, bi se strinjala z Majo, a ne, da potem, ko napredujemo po karierni lestvici, a ne, pridejo te obveznosti materinstva, nosečnost, dojenje in tako naprej, a ne, in mogoče ravno takrat v tem času velikrat smo spregledane ali pa tudi, ko morda kdaj razmišljajo, pa rečejo, ona bo pa zdaj imela otroke, pa mogoče počakamo na to obdobje, a ne. Čeprav nam se niti, da rečem, da bi kdo diskriminiral tako od naročnikov, to ne dogaja, je pa res, da naš način dela je headhunting. Mi dobimo naročilo, a ne? Mi rabimo nekoga na vodstveni poziciji v tej industriji s točno temi izkušnjami, a ne? In potem to iščemo, začnemo pripravljati long liste kandidatov, primerne kandidate v tej industriji, ki bi to delovno mesto lahko zasedli. In mi čist nenamensko, a ne, velikrat se zgodi, da je večinoma so moški na teh seznamih, ker oni imajo te vodstvene izkušnje, so vodili recimo 5, 10, 50, 100 ljudi, medtem ko ženske pa velikrat nimajo teh izkušenj, ker so mogoče ravno v teh, letih, da bom rekla od 25 do 40 leta, ko so se dogajale te neke middle management priložnosti, imele druge obveznosti, a ne. Pa čisti iz lastnih izkušenj, meni je recimo danes ena kandidatka odstopila za eno mednarodno pozicijo na nivoju direktorja enega segmenta. Vse poklukano, kompetence, izkušnje, industrija, meni je bila vrhunska. Ampak mi je napisala danes zjutraj, da je ful razmišljala čez vikend, ampak da ima malega otroka in da ne bo mogla iti 150%, kolikor bi si pač ona želela iti v to vlogo. Ne? In jaz mislim, da smo ženske zelo preudarne, odgovorne in premalkrat skočimo na glavo. Moški večkrat skočijo na glavo kot mi. Tle moje podvprašanje. Enkrat sem slišala podatek, da se ženska prijavi na delovno mesto, ko izpolnjuje vseh tako rekoč 100%, ne, rekli ste, odkljukano vse, moški pri 60, 50, 60 že začnejo razmišljati, da so absolutno najboljši kandidat. Zakaj se tako zelo samoomejujemo in mogoče celo podcenjujemo, da res se bojimo tvegati ali se bojimo česa drugega? Ker moški očitno so pripravljeni na pol skočiti, ne, brez padala iz letala. In to je dejstvo in to se nam kaže popolnoma na vseh pozicijah, a ne. Za žensko, sploh za vodstveno pozicijo, če se je prijavila, veš, da je razmislila, da je o tem en teden razmišljala, a ne, in da ima poklukane vse kriterije. Medtem ko moški, se jaz to zmorem, a ne, in je pripravljen veliko bolj tvegati, recimo, ali pa sprejeti ta izziv pa skočiti v neznano, veliko bolj kot ženska. Jaz lahko to ne na tvojem področju, pač pa na področju podjetništva in zgodnjega podjetništva potrdim s podatki. Mi samo izvajamo, se pravi, samo zbiramo podatke za GEM, Global Entrepreneurship Monitor, ki jo izvaja Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru. Mednarodna raziskava ravno tako in tam ugotavljajo, da ženske imajo pač manj poguma za začeti eno podjetniško pot. Hkrati pa za časa covida, za časa pandemičnih razmer, se je odstotek žensk, ki so se odločile za samostojno podjetniško pot, se pravi za ustanovitev podjetja ali za prve te 3 leta, ki jih nekaj merijo kot začetna podjetniška pot, odločalo več žensk, kar 44% skorajda, in raziskovalci, to je bilo leta 2021, v letu 2022 ugotovijo, da je ta odstotek ponovno padel. Kaj raziskovalci interpretirajo? Da so ženske očitno bolj odporne, takrat, ko je bilo treba pa zagristi, so se pa odločile in se jih je več odločilo, da začnejo svojo podjetniško pot. Medtem ko leto kasneje so se odpirala pa nova delovna mesta, zlasti v različnih panogah, ampak tudi v medicini, tudi v sociali, kjer so pa ženske potem vendarle našle tudi neko zavetišče, neko varnejšo pot. Tako da tako je tudi v raziskavah potrjeno, da je pogum tisti, pripravljenost na tveganje tista, ki nekako nas omejuje. Jaz moram povedati, da jaz sem pa bila v najboljši službi na svetu, to je bil Studio Marketing, delo, agencija, ki je bila vodilna v Jugoslaviji takrat. Res mi je bilo lepo. In naredila vse te reklame, ki jih v bistvu še zdaj od frutkov do frutalov, do Slovenije, moje dežele. To res. Vidite, imaš na največja generacija, ampak to moram, kaj sedi sama legenda. A veš zakaj? Jaz nisem bila kreativka takrat, jaz sem bila mediaplanerka, v redu, ampak sem sodelovala v vseh teh procesih, nisem pa pripomogla k uspehom, da ne bi
bilo, ne, ampak hočem reči, da že takrat smo delali od 8 do 4, ostale moje prijateljice so zahodile v službo ob 6. Skratka, res je bilo fejst in zelo veliko so dali na izobraževanje. No, ampak so me eni prijatelji, kolegi iz službe prepričali, da začnemo Mediano. Okay? Jaz, ko smo že delali projekt in tako, ne, pa že zagnali, pa že zelo sodelovali, smo rekli, zdaj treba v firmo odprti. In so ostali 4 kolegi rekli, da ima Janja največji delež. Zakaj Janja največji delež? Zaradi tega, ker je največ naredila bazi na projektu. Ampak to še ni vse. Pa Janja reče, hvala za zaupanje, jaz sem pa v 3. mesecu nosečnosti. Jaz si zelo želim, da mi to uspe, ampak ne morem vedeti. Ne? Tako da so bili tudi drugi časi, nekako, da, ja, in pol sem pač pripoznala si, da je to, kar me zanima. Sem pa pripoznala si to, ker nisem vedela, v kaj se spušča. Mogoče so pa danes ženske preveč tudi educirane, ne? Da vejo, kaj jih lahko čaka. Vprašanje za vas. Zdaj smo veliko govorili o tem, da preveč razmišljamo, sami vidimo neke ovire, ki jih mogoče ni. Že vnaprej vseh 1000 tveganj predvidimo, ne? Pa še poponderiramo, pa še ne vem kaj. Ne? Vi ste dejansko prevzela družinsko podjetje še ne niti s 30, ne? Takoj po porodniški in to celo po drugem otroku, imate pa še eno sestro in imate tudi celo brata. Ja. Kako je do tega prišlo? Torej, je bilo kaj tudi trend, ne? Vse ženska moški, ne? Ponavadi se iz zgodovine smo navajeni, da prvi sin dobi vse, tako da sploh ne vem, zakaj bi se ženske tlele zraven kaj petlale, a ne? Kako je prišlo do tega in vaši pomisleki, torej, 2 mala otroka, podjetje, ki deluje na 10 različnih trgih, 100 in plus zaposlenih, verjetno je bilo tlele vprašanj, pa tudi med njimi, zakaj mi je tega treba, ogromno. Kako je do tega prišlo, pa da najprej razčistimo polemiko z bratom. Brat je sicer res 8 let starejši, Mitja, Katja je starejša 6 let, ampak mi smo si tako različni, da ko bi nas postavili v sobo, bi točno videli kompetence oziroma kaj nas žene pri delu, v sekundi bi bilo to opazno. Ne? Ko smo se leta 2017 pogovarjali s strokovnjaki, ki so nam skupaj oblikovali družinsko ustavo, so tudi individualno naredili razgovore in vsakega na samem vprašali, ali bi, če pač bo priložnost, prevzela podjetje. In moj odgovor je bil pač sicer dovolj suveren, se pa zavedam, da izkušenj nimam. Tukaj sem bila dosti iskrena do sebe in do drugih. Medtem ko sta Mitja in Katja rekla, če bo treba, ne? Bom, če bo to treba. Tako da je bilo v bistvu, to je bil nekak zametek nekih razmišljanj, kam bomo po vsej verjetnosti šli, ampak smo se o tem iskreno pogovarjali šele decembra 2022, ko smo v roku 14 dni mogli priti do zelo hitre odločitve. Oče je šel na drugo, je zamenjal kariero, je svoje poslanstvo izpolnil v skupini Lotrič in je odlično, da je našel priložnost oziroma da se je priložnost sama tako izkazala. In takrat je meni najbolj bila pomembna podpora, pravzaprav Mitja in Katja, da mi rečeta, ja, lej, ti zaupava, bomo skupaj zmogli, ker zame ni hujšega, kot da to podporo izgubim, da pridem domov in ni občutka doma, ker na koncu se vsi vračamo tja, ne? Vsi smo samo ljudje, ki smo radi sprejeti. Ta občutek sprejetosti nas nenehno pač žene, mene v podjetju, v družini, tako med prijatelji in se mi zdi, da ker smo se odločali, bi mogoče sprejeli zunanjega menedžerja, ki ima izkušnje, ne? Tudi moramo vedeti, da kakorkoli v podjetju spodbujamo mentorstvo, sem sama imela najslabšo izkušnjo mentorstva, v smislu predaje posla pravzaprav ni bilo, ker iz danes na jutri je šlo za zamenjavo. Kot omenjeno, ja, res sem bila na porodniški odsotnosti takrat, ampak mene je to rešilo. Jaz tukaj moram izpostaviti, da imam neizmerno rada svoje otroke, zato sva se odločila zavestno, ampak meni je služba, meni je to poslanstvo nekaj, bom rekla, izjemnega in me žene. In ko je bilo po 9 mesecih v bistvu odločitev, da se vračam, sem se izredno rada vrnila,
Vedela pa sem, kakšno podporo imam doma, v možu, v moji mami in vseh ostalih, ker ja, potem nekdo more poskrbeti tudi za določene stvari. Tako da včasih se počutim, imam ta materinski čut, seveda, ampak izjemno mi je pa pomembna skupina Lotrič Metrology, kaj delamo, na kakšen način delamo in me to res žene naprej. No. Tako da, ja. V zadnjih letih se seveda bistveno spreminja tudi to, v kaj se ženske usmerjajo. A ne? Včasih je bilo na matematiki ena študentka, pa še tista, ne, je bila one of the guys, zdaj so tudi te zelo tehnične fakultete, nekje menda že celo več žensk kot moških. Vi recimo veliko iščete tudi IT kadra, se pozna to, da se ženske odločajo tudi za poklice, ki še mogoče 10-20 let nazaj niso veljale za ženske, tudi zaradi mogoče tudi družbenih omrežij, ne, ker stvari postajajo bolj razumljive. Ali pa, ne, vsi jo nekje že videl in zakaj pa ne. A ne. Morda tudi zaradi spodbujanja. Jaz sem bila zdaj recimo že 2 leti v komisiji za inženirko leta in so res izjemne zgodbe, ne, kam vse te punce pridejo, pa večina je pod 30, ne, pa so vodje oddelkov, pa imajo pod sabo ne vem koliko moških. Se vidite, da se recimo tudi take kadri, ki so mogoče zelo strokovni ali pa ne, IT, fizika, matematika, strojništvo, elektro, nimam pojma. V končni fazi bomo rabili ogromno stvari, ki so vezani na elektriko, ne? Pa nekih od mehanikov do ne vem česa, pa AI, pa cyber security, v glavnem tega je ogromno. Svet se bo zelo spremenil, so ženske to dojele in se odločajo za te poklice. Jaz lahko komentiram iz vidika, mi iščemo predvsem mid do senior kader, recimo, tle je še vedno premalo žensk. Nam naročniki včasih zatime za nek balans, ne rečejo, pa dajte nam prosim žensko poiskati, ne. Ampak je zelo težko, še vedno so večinoma developerji, sistemci, med data scientisti je mogoče malo več ženska, ne, ampak so to še vsaj na tem nivoju mid do senior kadra še vedno zelo moški poklicno. Si pa zelo želijo naročniki pridobiti ženske v svoje ekipe. Ne poznam pa situacije, kako je, da rečem, na vpisu v fakultete. Sem pa ravno brala od Univerze v Ljubljani eno raziskavo, za 2 leti nazaj sicer, da je 60% vpisanih na dodiplomski študij žensk. In tudi po celi liniji, jaz sem tudi zadnjič poslušala, verjetno okrog 8. marca, tudi doktorskih kandidatk, tudi raziskovalk, ne, in to na različnih, ne samo na nekih družboslovnih in podobno, ampak na splošno na fakultetah je bistveno več in potem je tudi ena doktorica razlagala, tudi končajo, doktorirajo, potem se pa kar nekako zgubijo. V bistvu noben ni imel čisto dobrega razloga, kam vse te ženske grejo, ker jih je bistveno več univerzitetno izobraženih, pa ne samo univerzitetno, ampak tudi z magisteriji in doktorati in podoktorskimi študiji in vsem, kar se da narediti v znanosti in v tem akademskem svetu, ampak pol se kar nekako zgubijo na teh nekih položajih, kjer bi jih bilo videti, a ne, sej ne, da se zgubijo, nekje so, ne, samo pač mogoče ne izstopajo tako zelo. Zato vprašanje zdaj bomo sicer cela Evropa, ampak Slovenija bo to še malo razširila, bomo uvedli te tako imenovane ženske kvote. Nekih 2 merili sta, nekih 40% žensk v vseh teh neizvršnih funkcijah, oziroma 33 od tega moraš izpolnjevati. V Sloveniji bo 46 takih podjetij, ki bo to moralo. Bo to pripomoglo k temu, da bodo ženske večkrat predsednice uprave, predsednice nadzornega sveta, v končni fazi izvršne direktorice, članice uprave, karkoli že? Na to temo ne poznam podatkov, lahko da to izhaja iz tega, kar je povedala Ajda, da je vendarle to obdobje, ki je najbolj plodno za dejansko materinstvo in hkrati za dejansko delati na karieri, v tem obdobju, ko se ženske morda ne morejo odločiti. Mene preseneča in vsaka vam čast, da ste si vzeli 9-mesečno porodniško. Jaz sem pri 3 tednih bila s prvim otrokom na prvem sestanku, takrat še s košarcem na mizi. A je v redu? Jaz sem z drugim otrokom imela mednarodno konferenco po 4 tednih, prej pa z varuško, a me razumete, kaj hočem reči? Nisem imela porodniške, ampak sem se sama tako odločila. Našim zaposlenim predlagam, porodniško,
Ker je to edino obdobje, ki si res lahko vzameš čas zase in za otroka in je tudi prav tako. Ne? Ja. Tako da, ja, če ima ženska 1-2 otroka, to izpade iz sistema praktično za 5 let. In dejansko v tem obdobju ne pridobi tistih izkušenj, zaradi katerih bi imela osnovo, da bi napredovala za predsednico uprave. Tako da, lahko, da so Ampak to a bo redki kvota Lej, zdaj moje pomagala mnenje, temu, ne? jaz sem proti kvotam, ker če bom kje zaradi kvote, sem rajši Mislim, ne. točno to, Ne, potem ne, izpade, to kot pa- same Se je govorimo, res, ne? Zaradi Dejansko kvote pač izpade, ne. kot da nas je treba malo naprej poriniti, ker same itak ne bi tja prišle, a ne? Ja, ampak In če je kdo naj kvota, ne bo- otroka ne. doji? Jaz sem otroka dojila vmes, ne, sem hodila domov, Ja, ampak mož ga ni mogel dojiti. Ne? Mislim, dobro. Danes bi verjetno že kje obstajalo skoraj. da, a ne? Zagotovo, da ja, ampak jaz sem tudi najbolj ponosna na 2 odrasla otroka, zdaj sem že babica, bi rekla, da vsaj tako kot na Medijanu, no, to hočem reči. Tako da, lej, odvisno, lahko da se bo pa katera ženska odločila za ja, ne, raje poslovno kariero kot materinsko. Oboje je pa težko in v korporacijah ne moreš ti biti na pol, v podjetništvu si ti lahko eno in drugo in tretje, ker ti določena dela lahko opravljaš takrat, ko jih drugih ni prisotnih. V korporacijah pa verjetno težko. Skratka, lej, kvote, ne vem, če bodo kaj pripomogle, lahko, da se bo kakšna ženska več odločila za kariero, no, to bi lahko rekla. Vem pa ne morem tega reči. Jaz bi samo dodala, da v bistvu premalo tudi vemo ali pa uporabljamo obstoječe mehanizme, recimo porodniška, kot vsi rečemo, v Sloveniji traja 12 mesecev. Če gremo brati definicijo, temu ni tako, a ne. Je to starševsko varstvo, ki si ga lahko delita. In v bistvu je tudi v našem podjetju vedno več praks, da po pol leta prevzame partner, mož, kakorkoli, a ne, da gre polno na očitovski dopust. Da je to eno izmed nekih takih načinov, da gremo prej v podjetje, če ti to ustreza, družinski dinamiki. Ne rečem, da je vse splošno pravilno. In pa mislim, da je od letošnjega ali pa lanskega leta tistih prvih, da si lahko 60 dni kot oče, a ne, kot partner. Podaljša so, kar je zame Zelo tudi dobro. zelo Bolj pozitivno. izkorišča, Mislim, da je to ne, zelo ker dober jaz komentar. noben oče ni bil, No, a zato- pa en dan. Ja, tako, Ja, ja. ja. To je bilo To je zelo dober nepredstavljivo. komentar, ki lahko, Ja. bi rekla jaz, celo bolj pripomore kot pa Ja. zapovedana kvota, se Ja. pravi ureditev, ne, pa sociala in tudi v končni fazi državni vrtci, ja, ki so, vsaj kolikor je meni znano, kjer ima hči otroka, skratka, so tudi kvalitetni lahko, no, tako da ni treba zdaj posebej iskati varstva. To zadevno se mi zdi Ja, korektno s strani države urejeno tudi. No. ja, res. Kvote pa verjetno za mizo sedimo take ženske, ki pač si želimo enako. Da nas nihče ne da tja samo zaradi številke, ampak ker lahko dejansko pripomoremo ali pa ker lahko prispevamo k razvoju podjetja. Tako da nisem pa bila sem v nekaj korporacijah tako občasno, ampak se mi zdi, da je tam drugačna kultura, da ne bi jaz mogla soditi, kaj bo ta efekt tam povzročil. No. Težko Ravno to sem komentiram. hotela vprašati, ali je torej za ženske lažje biti podjetnica, kjer si lahko malo vseeno prilagajaš čas, morda delaš v družinskem podjetju, morda delaš ne vem, s prijatelji, ne, sploh zdaj so startupov ogromno, ne vem kaj, kot biti, kar kvote zdaj bodo predpisale, predsednica uprave, kjer je pa zelo jasno, kdaj, kje in kako moraš ti tam biti, a ne. Kdaj je sestanek uprave, kdaj je seja nadzornega sveta, kdaj imaš izvršne direktorje tam. Torej, da je ta neka znotraj, kjer si ti v bistvu plačan vodja, ne, in vmes, če si 2 leti na porodniški, ne, odpadeš. Če pa si podjetnica in se znaš dobro organizirati, imaš podporo okolja okoli sebe, torej družine, prijateljev, ne, skupnosti, kjer živiš, da je mogoče lažje biti podjetnica kot predsednica uprave. Mogoče. Jaz bi se strinjala, da si predvsem bolj fleksibilen, no? Da si sam krojiš svoj delovnik, svoj čas in pa ekipo, ki te pri tem podpira. Ne? V službi pa je lahko kdaj videno mogoče na način, ja, le spet gre ob 4 po otroke, noben pa ne vidi, da delaš pa še cel večer potem doma. Ne? Ampak vem za primere ene menedžerke velike multinacionalke tle, ona dela vsak dan, recimo je v službi do 4, gre po otroke, si sklopi telefon za tistih 5 ur, da otroci grejo spat, ne, ob 9 se pa usede
sede spet za računalnik in dela nadaljne 3 ure. Ker dela z Ameriko, je to itak super, a ne, ker je to pač ta čas, ampak To sem tudi jaz brala. In še to, tako da, ampak je res, mislim, ne. Plus, da je potem rekla, da ima samo en dan si vzame čez vikend, pa v glavnem ni lih prijeten delovni čas, no, tako bi jaz rekla. Oziroma ne vem, koliko časa lahko tako zares živiš. Mislim, je pa res, da podjetja vedno bolj poudarjajo ta work-life balance, no, da je to nekaj, kadar tudi zahteva si želi. Predvsem se mi zdi, da je kontra, mlajša generacija zahtevajo to, a ne, kar pomeni, da se podjetje pač mora prilagoditi. Ni li, da bi zdaj šef rekel, dajmo biti tako zelo fajn, pa in dajmo še malo prostega dodatnega časa, pa še 2 ure za kosilo, ne, bolje kontra, ne. Noben več tega noče delati na način, kot se je delalo včasih in pač moraš prilagoditi sistema, ne. Tu se lahko od mladih kaj naučimo, to vam polagam na srce, ne, zato, da se ne izčrpaš, zato, da ne izgoriš dobesedno, ne? Ampak razumete, to res se, ker ni slabo, če imaš tu čas zase pa za družino. Bom dala eno primerjavo. Zakaj so slovenski otroci, ki so športniki, zelo uspešni, so svetovni prvaki, tam do enega 15., maksimalno 18. leta, ne? Ker so izjemno natrenirani v tistem obdobju, potem pa izgorijo. Zato tudi kasneje, pa ko pa prideš, če zelo posplošim, na televizijo, a ne, pa ne dosegaš več takih rezultatov. Ti ljudje so športniki, imajo za sabo življenje polno odrekanj. 250 dni na leto trenirajo. Mi niti v službi nismo toliko dni, smo povprečno 220 dni. In če se tukaj ne moramo naučiti, a se lahko potem vse v službi. Meni pa je pomembno, da kot delodajalec zagotavljam pogoje, da imaš lahko tudi kakovosten prosti čas. Meni je čisto vseeno, je to družina, so to prijatelji, greš sam kamorkoli želiš, ampak ker ti tisto voljo prineseš potem nazaj v podjetje. In če smo v podjetju trenutno 8 ur, če zelo posplošimo, lahko smo več, lahko smo tudi manj, si v bistvu v tistem času najbolj aktiven z drugimi posamezniki, se pač moraš biti v dobrem okolju, se morate dobro razumeti, ne moreš priti popolne iz službe izmozgan, pa ne imeti volje do... To pač ni okej. In se mi zdi, da je to res na nas delodajalcih, da to omogočimo. In so tudi pokazali raziskave, ne? Dovolj dober. Imamo že v novi dobrega zares in to pove Eriko ali pa zares. Zdaj pravi mlada odvetnica, mlada pravnica, dela v slovenski odvetniški družbi, gre še naprej študirati, zelo uspešna v London. Pravi, da ko govori z londonskimi kolegi, da marsikdo dočaka sončni vzhod v odvetniški pisarni. Je rekla, Janja, mi ne moramo biti konkurenčni, če delamo od 8 do 4, pa ne glede na to, da tukaj dela ona od 8 do 7 oziroma od 9 do 7. Ne? Tako da, tu mislim, da mi še kar znamo poskrbeti v povprečju. Ampak ni fino, na socialnih omrežjih pa vidimo, kako so nekateri prosti cel dan. Pa si lahko razporejajo na Instagramu. V bistvu sploh ne. Ampak greš po Ljubljani, na lep sončen dan, ob 12. Ti se vprašaš, kdo dela, ker to je polno. To se je meni pred 20 leti dogajalo v Beogradu, kažem, pardon. Smo takoj tam. Ne moram verjeti, a veš, ne, vsi lokali polni, zdaj pa vidim, da je v Ljubljani isto. Ne, prav res je, jaz včasih res, ne. Mogoče so pa turisti. Ne, ampak vsi zagotovo niso turisti. Zdaj, ampak tudi ni tako, da bi rekel, da je mogoče to zdaj čas za malco, pa zdaj res vse greš na kavo s prijateljem ali tam v menzi nekaj poješ, ampak je to ob 10, 11, 12, jaz stanujem čisto v centru, kamorkoli grem, jaz imam skoraj gužvo, s kolesom mi je že skoraj težko prijeti, kaj toliko ljudi, a ne. Grem najpeš, ker drugače moram tam paziti, da koga kje ne zbijem. Torej tudi hodite po dnevi okrog. Jaz delam včasih ob 6 zjutraj, včasih po 10 zvečer in mi je to, da imam dejansko, potem, ko sem 22 let delala zelo natančno, po zelo urniku drugih, mi je to v tem trenutku najpomembnejša stvar od vseh. Da si lahko končno lahko malo sama prilagodim. Ampak to je podjetništvo, je lifestyle, jaz temu rečem, no, to je življenjski stil. V bistvu ti podjetništvo živiš iz dneva v dan in razmišljaš, ne. Lahko da v službah, a veš, oddelaš službo, pa
zapreš predal, pa zapreš računalnik, pa zapreš, odklopiš, tako kot ti praviš, pa priješ naslednji dan, ne. Tako da tu je tudi razlika, ja. A rabijo taki klubi tudi, kot je recimo SBC, rekli smo za kvote, zdaj nismo nobeno od nas prav zelo, ampak recimo, da pa vseeno se spodbuja neko žensko podjetništvo, da se mogoče otroke ženskega spola že nekako v to upelje, uvaja, da so, če si ti iz družinskega podjetja, je to nekaj čist drugega, kot če nisi tega nikoli videl, ampak da se mogoče tudi zaradi tega, ker želimo ženske biti več kot samo ali mama ali podjetnica, da se tudi zato spodbuja to neko fleksibilno delovno okolje, nek fleksibilni lifestyle in da se tudi recimo čez sekcije, ali kakorkoli bi temu rekli, ne, malo ženskam približa, da je to pa nekaj mogoče, kar sicer služba je od takrat do takrat, imaš ziher 100% plač, ampak ti pa hkrati tudi podjetništvo nekaj zelo dobrega prinese. Jaz sem sicer lahko zelo pametna v delovnem času, ampak vemo, da moje delovno mesto pač ko je treba delati, je lahko tudi več, 14-urno, kakorkoli jaz to sploh ne gledam, pustimo trenutno zakonodajo, bom raje zaključila, ker pač da ne boste v prekršku, imamo aplikacijo, ampak Tam za vodje tudi, za direktorje, načeloma imaš individualno pogodbo. pol ni treba pisati ur. Ni treba. Ampak vse so rekli, da bodo zdaj spremenili mandat. Ne, je bil štrajka, ni bilo. Ja, protestirali. so šli, ampak Dobro. zaenkrat dobro kaže. Kakorkoli, kje smo bili vprašanje? Če je dobro, da tudi ženske Ja, se sekcije. združujemo, podbujamo in predstavljamo to kot nekaj pozitivnega. Jaz mislim, da imajo moški načeloma po Sloveniji poznam kar nekaj klubov, ki izključno sprejemajo moške člane. In tudi lahko v bistvu sprejmejo sina v ta klub, ne pa hčero. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da če še nismo, je skrajni čas, da začnemo tudi ženske vzpostavljati take mreže, danes pa ne bi zaneslo samo pejmo na izlet, pejmo v shopping. Jaz mislim, da to lahko ta del izpolnimo kje drugje. Na vsebini je treba delati. Tukaj to bi izpostavljeno. Kakovostno preživeti čas tudi, seveda, na tak način se najbolj zbližamo se skozi različne aktivnosti, ampak vseeno priložnost za poslovno mreženje, za vzpostavitev novih sodelovanj. V končni fazi verjetno se z nekimi podobnimi problemi srečujemo. Pomoč pri reševanju, mogoče pa ena to že super rešila, pa jaz si tlele belam glavo že 14 dni, dajmo jo vprašati, če je to super naredila, ali pa ne samo res, kot ste rekli, da gremo v shopping, pa na kavo, pa na perol, pa ne vem kaj, ampak dejansko delitev nekih poslovnih izkušenj, znanj in tega, omrežja. Jaz bi mogoče še dodala ravno to, ko smo prej govorili o napredovanju žensk. Moški so ful bolj povezani med sabo. Oni imajo košarke svoje, imajo rekreacije, imajo cigar klube, imajo te klube, ki jih ne poznam, ki si jih omenila. Mi pa tega nimamo. Mi imamo ta nek ozek krog prijatelj, s katerimi se družiš, nimamo pa, da bi se mi, ne vem, enkrat na teden šle skupaj, ne vem, kaj na pivo, recimo. Ker pač moški reče, zdaj imam pa otroka, zdaj pa sploh rabim enkrat do dvakrat na teden med košarko pa fuzbala, ker drugače bom znoro tle doma. Mame, sploh pri malih otrok, zelo redko si vzamejo to. Jaz grem zjutraj ob 5. No, sej. Težko zbereš Prijateljce, recimo podjetnice. Samo osebno trenerko prepričam, da je stane za. Prav to sem hotela reči, kar ste vedve zdaj načeli. Lahko se kako, bom rekla, formalno urejamo kvote, ampak povejte mi, katera si želite ali pa že ima vstopnice za evropsko prvenstvo zdajle v fuzbalu. A veš, ko grejo moški na fuzbal, grejo na fuzbal. In bi bila smešna, če bi bila z njimi. Ko imamo konferenco, ko imamo sestanke, jaz ne smem po večeri iti z njimi v bar, ker se, pa ne zdaj, ko sem stara, tudi prej, ko sem bila mlada, ker se to preprosto, po mojem mnenju, ker sem konzervativna, ne spodobi, ker ni sprejemljivo. A razumete? Ene reči so take, v katere nekje... Mogoče bi se narobe razumelo, kaj tam počneš, ne? Ne, mogoče, ja, a veš, ne,
Tako da, ene reči se dajo formalno urejati, ampak to, da pa greš pol na fuzbal, pa igraš košarko, pa ne. Ampak zakaj se pa ne bi ženske zmenile? Veš, da ženske bi lahko bila pa joga. Lahko bi bila pa tudi košarka. Jaz sem košarka. Ali pa badminton, odbojka, Ja, ampak se očitno plavanje, ne, ne. aerobika. Ja. Zato, ker če izhajam iz mene, zjutraj sem zelo hvaležna, da imam to varstvo, da mami v bistvu vzame otroke, jih pele v vrtec, da jaz lahko grem na tisto uro fitnesa. A zdaj bom pa še zvečer rekla za tisto. Meni je hud. No, to sem rekla. Ja, Točno to je. Ne? Pa vem, da bi lahko bi rekla Tadeju, možu, ampak je vsem, ko operiraš toliko malo časa, skušaš biti čim bolj racionalen in ponavadi nekaj odpade. Potem bolj te naše dodatne aktivnosti odpadejo, ker se pač najprej naredi tisto, kar je treba, potem pa ostane čez zabavo. Vi ste sicer že pred leti naredili tudi raziskavo o podjetništvu in o tem, kako se podjetniki sami sebe dojemajo in kako jih dojemajo drugi. In odgovori so bili taki, kot da bi samo ženske odgovarjale, ker so podjetniki sebe na koncu videli najslabš v primerjavi z, recimo, kako jih vidijo javni uslužbenci, kako jih vidi splošna javnost. Kako to? Zdaj vsakeč, ko beseda nanese na, ali si, ne vem, podjetnik, športnik, ženska, na neko kategorijo, sami sebi ta kategorija začne slabo ocenjevati. Od kje vidite, v končni fazi Slovenija živi od podjetništva, ne? Mi nekih velikih multinacionalk sploh nimamo. Ne? Mislim, da v tem trenutku sploh ne vem, če imamo še kakšno firmo, ki ima 10.000 zaposlenih. Mi živimo od teh malih firm. Zakaj se tako slabo vidijo? Hkrati pa jim drugi pripisujejo poštenost, ne? Kar v Sloveniji ni prav pogosto, ponavadi imamo samo afere, kje je kdo kaj vzel, pa kje je bil kdo kam imenovan zaradi bog ve česa, pa kaj je kakšna korupcijska afera po možnosti. No, evo, pa ste pri odgovoru, jaz ga nimam, ker že spet ne, mi smo opravili meritev, ki je bila sicer vsebinsko zelo bogata, nismo pa iskali razlogov za, kar bi moralo biti nadaljevanje raziskave in tle bom se posula s pepelom, zaradi tega, ker na tem nisem ustrajala, pa bom verjetno slej, ko prej to tudi ponudila SBC-ju. No, kar hočem reči je, ja, ko se govori o podjetnikih, pred pojavom SBC kluba, bom rekla, se je interpretiralo in obveščalo in informiralo o slabih praksah. Skratka, o slabih praksah, ki so izhajale iz tajkunizacije. Okay? In se je kar pozabilo na številne obrtnike, ki so bili sprva obrtniki, nekateri pa potem po osamosvojitvi že podjetniki, ki so tiho, marljivo delali na svojih domovih, širili svoje delavnice in bili najboljši dobavitelji ali celo inovatorji v, bom rekla, nekih nišnih zadevah. Ja? So prodirali tudi na svetovne trge. In o teh, kar je bilo dobre prakse, se ni govorilo. O teh, ko je kdaj kdo kaj šel čez mejo, o teh, ko je kdaj kdo kaj narobe naredil, skratka negativne novice, ampak to velja za vsa področja in to ne velja samo za Slovenijo. Negativne novice se širijo hitreje in bolj množično, kot pa pozitivne novice. Zato je SBC klub še kako pomemben, da informira tudi o uspehih. Mi vsi znamo biti ponosni na uspehe športnikov, a glej si zlomka, ne privočimo pa podjetnikom, da si kupijo stanovanje v Schellenburgu. Lepo vas prosim. Zakaj pa ne? Pa zdaj sem dala najbolj aktualen primer, ja, ki je bil preziranja vreden, ker če si v centru, pa če imaš stanovanje v Schellenburgu, mislim, ne povedati tega na glas. Ne, hočem reči, ja, zato je SBC klub pomemben in druga združenja, ne taka, ki izključujejo ženske. Pa sej to je čisto tak neformalen klub, ampak ja, še vedno možno. Pač kakorkoli obstajajo prakse. Ampak obstaja, sploh, tudi radi rečemo, da v Sloveniji fovšija dobesedno cveti, pa radi gledamo čez sosedovo mejo, pa sosedova trava je bolj zelena, kup enih tudi pregovorov imamo na to. Se vam zdi, da tudi v vašem, vsem prihajate iz majhnega lokalnega področja, ni to zdaj neka Ljubljana, da se vaš okoliš zaveda, da tam ste zato, ker ste delali dobro, pošteno, veliko, ne da vam je uspelo z nekimi drugimi praksami in vam niso fovš. Joj, jaz se čist premalo, na Gorenskem. Imamo kak pregovor tudi na to temo. Jaz se ful ne ukvarjam z mnenjem drugih,
Je pa res, da smo mi izredno lepo sprejeti v lokalni skupnosti, že z vidika, kako spodbujamo tudi različne ostale aktivnosti v tej mali dolini, da smo zelo odprti za kakršnakoli sodelovanja, za povezovanje s šolami, vrtci, gasilskimi društvi. Lahko bi samo naštevala še 1 uro, kaj vse počnemo, zato da približamo. Predvsem se mi zdi, da podjetja, ki so odprta, ki znajo stopiti iz tiste cone udobja, recimo bom dala banalen primer, dan odprtih urad za osnovnošolce. Koliko se jih bo prijavilo? Meni to ni važno. Prideta 2, pridejo 3, 6, 15, tisti, ki bo prišel, dajmo se mu posvetiti, odgovorimo na vprašanja. Zato jaz mislim, da smo pozitivno sprejeti, tudi zaposlujemo v preteklosti večino lokalni kader, je pa pač izjemno veliko dobrih zaposlovalcev v sami bližini, tako da naravno potem tudi zaposlujemo iz vašega okolja že in tudi dlje. Tako da bolj, ko si odprt, bolj te bojo takega sprejemali, tako da jaz bi samo zelo izrazila, da dobro sodelujemo in nimam težav. Vidijo tudi zelo, kako živimo, kakšen je naš življenjski slog. Ne vem, 1 mesec nazaj sem bila na ekonomski fakulteti in me vpraša, zakaj pa ste prišla s takim avtom? Pa sem prišla od očeta, ki je Volvo, ne bi šla tukaj bolj v detajle, ampak odkar pač ima šoferja, ne vozi več tega avta in ga vozim lahko jaz. Pa jaz tako, meni je to super avto, meni je velik prostor. Torej, zakaj nimate boljšega? Zakaj nimam boljšega? Ni bolj dovolj. Ja, ne. In jaz tako, pač je to super, kar je. In reče ena tako na glas, da sem slišala, ti bi mogel videti, kako oni živijo. Vse se vidi, vse se nadaleč vidi, da nam ni to prioriteta. Seveda želimo kakovostno življenje, ampak to ni neposredno skozi materialne dobrine. Če pogledamo zdaj, ko smo tudi govorili o fovši in vsem tem, rekli so tudi ljudje v tej raziskavi, da so delovni podjetniki, da znajo videti in izkoristiti priložnosti, pa vendarle, glede na to, da se ukvarjate s kadri, je pa res, da imate višje izobražene kadre, pa vendarle, ampak a se povprečen Slovenec zaveda, koliko mora en delodajalec dati denarja za njegovo plačo in da sicer res dobi velika večina Slovencev, ravno sem videla zadnji podatek, sicer za leto 2022 v prvem davčnem razredu je 62% vseh Slovencev. Medtem ko v zadnjem jih je 0,3, če se ne motim, nekaj takega, oziroma zadnji 3 jih je 6%, torej prvi in drugi stav. Ker imamo neto plačo, potem imaš seveda dodatke, pa imaš malico, pa imaš prevoz, pa imaš bruto, pa imaš bruto. Ali se zavedajo, kaj vse je treba narediti, in kot podjetnik ti seveda tudi zaposluješ druge ljudi, jim daješ plačo, vračaš okolju, si sponzor, donator, dnevi odprtih vrat, nimam pojma, kaj še vse. Ali se jim kar zdi, da to kar nekje ta denar na pol bankomatu zraste? Ja, se strinjam, da mnogi tega ne razumejo in Jure Knez je imel zadnjič predavanje tlele. Ravno to, koliko oni delajo na tem, da razlagajo, da dobiček, ki ga mogoče vidiš, to ne pomeni, da gre na račun lastniku, to pomeni, da je treba veliko tega vložiti naprej, v stroje, v inovacije, v širitev na tuje trge, da pač, ko se pogledajo neke bilance, na koncu to ne pomeni, da pač lastniku vse to svoje žepe nabaše, ampak da ti to financiraš, da ti skrbiš za razvoj firme, ki pač rabi inovacije, ker če ne bomo mogli biti na globalnih trgih, ker nas že itak so visoko konkurenčni. Kar se tiče pa tega neto, bruto 1, bruto 2, tukaj je pa še kar dosti nerazumevanja. In tudi mi smo se, jaz moje punce zelo, pa zdaj smo že dolg časa skupaj, ampak ja, ko ti kandidat pove plačo, on večinoma ti pove tisto izplačilo na računu, se pravi neto z malico, z prevozom, z potnimi stroški, vsem tem, in on, a veš, ga niti ne zanima, mogoče kakšne vodstvene kadre, oni razumejo to, Tisti pa ne razumejo, da delodajalec plača pa še skoraj 2-krat več, kakor je on na koncu dobil na račun. Oziroma lahko še mnogo več, ker raste takole. Odvisno. Ja. Zdaj 2 zadevi. Direktorica korporacije, mednarodne, zelo uspešne na 3 trgih, tlele v Jugi.
ko dobi bonus, dobi 1/3 tistega, dobi 33% njena kolegica ali pa kolega, ki je pa, da ne rečem na Češkem, dobijo 77% tega. Ne? Veš, ona se tega zaveda, ne? A veš, zakaj? Vsak dobi 100% bruto, ampak v Sloveniji je obdavčitev taka. No in eden mojih predlogov na to raziskav, na to temo je bil pa ne iz raziskave, ampak da bi zaposlenim, kako se reče, odebelili, ki dobijo plačo, ne, tisti listek, ki si ga lahko tudi vsak sam izpolni, pa ne vem, da bi odebelili tisto spodaj, bruto, Je ponavadi na drugi strani, pa ga sploh ne pogledaš. a me razumeš, se pravi, v bistvu je že ta pač računalniški, ne vem, izpis, osnovni državni, tako kot je dober, kaj vse se naredi s starševskim dopustom in tem možnosti in tako, da bi tudi skozi to informirali ljudi in bom rekla s časoma, jaz sem mislila, da je zdaj že drugače, s časoma poučevali, koliko stane, pa to ni strošek, vsi vemo, da dober delavec je investicija. Mislim, vsak zaposlen je investicija. Mislim, kdo lahko brez sodelavcev. Da bi informirali, no to je bilo moje. Ampak tega ne počnejo, ker jaz sem enkrat v bivši službi se mi je zazdelo, da sem na svoji plačilni listi opazila napako in sem poklicala šefico kadrovske in sem ji začela tam nekaj razlagati in je rekla: Katarina, ne boš verjela, tle sem že, ne vem, 20 let, veš, da si prva, ki je poklicala. Jaz sem vsak mesec pogledala, ampak okej, jaz imam pač rada številke, ampak moji sodelavci so zelo izobraženi ljudje, vedoželjni in taki, ampak ne vem, očitno noben tega ne pogleda. Zakaj pa bi? In ko smo govorili o tem, koliko prije na računu, ravno sem prebrala podatek, da za 30.000 bruto plače, to je bil po mojem podatek za bruto, niti ne za bruto, v Sloveniji je izplačilo 17.200 ali 900, v Srbiji 26.000 in nekaj. Ne? To vprašanje za vas. Imate težave s pridobivanjem kadrov? V tem trenutku kadrov primanjkuje. Avstrija, Nemčija in podobne države niso prav daleč. Nekaj dela je tudi nadaljavo. Ali imate tudi zaradi davkov in vsega, kar je treba, ali je ta work balance, ki smo ga prej omenjali, v Sloveniji vsem tako dober, da za unga, ne vem, dodatnega jurja boš pa raje šle, pa imel mir, pa imel do vrtca 5 minut, pa do trgovine 2. Ja, dobro vprašanje. Mi sicer za vsak razpis, ki ga objavimo, dobimo povprečno 15 do 20 prošenj, kar je dokaj pozitivno. Seveda kakovost tega je pomembna. Ne? Običajno nekako 5 kandidatov pride na pogovor, potem imamo pa mi še eno dodatno prakso in sicer, da dotičen kandidat ali več njih gre za 1 do 2 na oddelek, kjer bo opravljal delo. Zakaj? Da vidimo, jaz ne morem predstaviti tako delovnega mesta, niti ga oglas ne more v polnosti. Predvsem se mi zdi pomembno, da se spozna ekipo, s katero bo sodeloval, in potem gremo šele naprej v naslednji krog. Kje je pa... Zdaj nisem še dotično dobila želje, ne vem, a se da sem zaposlen v Srbiji, na Hrvaškem, ker povsod imamo podjetja, tudi v Bosni in Hercegovini. Drži, v Srbiji je bistveno bolj ugodna davčna politika. Verjetno se pa vsi v sobi zavidamo od kakovosti življenja, ki ga živimo, šolstva. Vseeno je Slovenija kar na visokem nivoju, kar omogoča, ne. Tam, ko mi rečejo porodniška, ja, sej, čez 3 mesece bom nazaj, kako boš nazaj, ne. Tako da ni vse tako, kot se na prvo žogo mogoče zdi. Pogovarjamo se pa večino, se strinjam o netu, ki pride na koncu na TRR. Res? Ja, še vedno je, ko pač je vprašanje o plači, je podatek neto. Kaj pa piše v pogodbi? Pa mora biti bruto. Ja, jasno. Ampak človeka samo to zanima. Jaz sem očitno res čudna. Ampak potem pa pejmo na sistematizacijo plača, kar se je zelo prizadevam, da ljudje v oddelku pač imajo enako osnovo. Oni pa govorijo o
Ravno zato so rekli, Malici. se ti v neto pogovarjaš kot prvo, lahko imaš ti 2 otroka, ti pa nobenega, kar pomeni, Ja. da olajšava bo Ja. tvoja neto plača bistveno višja. No, ampak govorimo brez Ti se pa olajšav. res poznaš na številke. Ne, samo dodala bi pa Dodala- rečejo, Na evre. Dala firmi še računovodske storitve. ja, želijo na koncu enako izplačilo celo na TRR, a ne? Ampak če imaš ti različne, ne vem, si Seveda, od dlje doma, ja. a ne? To so stroški, ki nastajajo, ki so povrnjeni, tako da plača v Sloveniji je neka taka zelo tabu tema, sploh ne vemo, da obstaja bruto 2, ta bruto, to je pa čist abstraktno. A lahko sam Ja. če si toliko v številkah, ali pa če vi veste, ko gledamo, zelo rada pogledam raziskave, v katerih vidimo primerjave plač v Evropi ali pa kakorkoli. Ali se v to primerjavo v Sloveniji všteje obvezen regres? Ne, Ne. Običajno ne. Ja, ampak če je pa to obveznost Ja, delodajalca, ko plača smo zraven. začeli eno Ampak firmo s znesek tujcem, enaki, a ne, zato ni je to mogel težko verjeti. primerjati, ne. Ni mogel verjeti, da je to obvezno. Pravi, kako človek ne dela, je na dopustu, dobi plačo. Človek ne dela, poleg plače dobi regres. Pravi, ampak jaz moram za to, da je to delo opravljeno, plačati tretjega. Skratka, to je bilo leta nazaj. Je pa res, da- Ampak zato me zanima, ker v bruto regres- strošku je to. Ja, ali ampak pa ne? regres ne. varira. Ne. Gledala sem čez vikend, No. so bivši kolegi delali, ne. Ker zdaj javni sektor je že dobil izplačan, ker del teh pogajanj je tudi to, da so letos 3 mesece prej dobili regres, ampak regres je, ti moraš izplačati najmanj, to pomeni toliko, Aha, je tudi minimalno. neobdavčeno Ja, ja. in nobenih stroškov dodatnih, kot tudi prispevkov, ni torej minimalno plačo. So pa šla podjetja do 2600, 2700, kar pomeni, da spet težko primerjaš, ne, ker Aha, ne, Vsaka sem mislila, da je to firma- itak v statistiki, se to je v izplačilih. Zato smo- ja, ampak so A ni, različni. ni. Ne, Aha. tega se ne upošteva. a Ne. Okej. Zato so se tudi doskrat sindikati, ne, ko so delodajalci, podjetniki in predsedniki uprav ne, nas primerjali z Avstrijo, no, so oni rekli, tam noter pa tega nimaš, pa tega Aha. nima, ker vse te socialne pravice imamo mi kar. Ne. Ja, Ja, tudi mi. ker smo Prevoz na rekli- delo se velike ne plačuje, recimo pri nas se to Absolutno. vse plačuje. a ne. No, si zato. To recimo Aha, v to tudi Avstriji ne sodi ne. zraven. Ne. V te mednarodne primerjave. Ne. V primerjavi to ne vem. Vem To je pa, da samo pač v bruto plača. praksi... Meni se zdi, da se tudi bruto ne upošteva. Te primerjave so ponavadi na osnovi bruta. In to noter ni 13. plače oziroma božičnice, ni regresa, ni malce in prevoza, ker je tudi to je tudi neobdavčeno. Ne? Ja. Za tega Ampak to je nekateri potem strošek delodajalca, kako naj Ja, drugače sigurno. povem. Ja. Ne? Ampak- Ne, obvezen. Saj vi- Ne. Ja. A veste, kaj Saj hočem vi- reči? Obvezen. 13. plača lahko, da ni obvezna, ampak Ne. tisto, kar je pa obvezno, kar moraš dati, ker se če ti imaš, seveda boš dal, kaj pa podjetje, ki nima, ki ustvarja izgubo, mora ravno tako Ja. plačati. A Mhm. razumete? Okay. Samo zamik v datumu je. Zato vprašanje, zdaj bo, sicer se mi zdi, da šele nujno do leta 2027 na ravni EU bo veljalo, da bo treba v kadrovske razpise vedno dodati tudi plačo. Bo to kaj spremenilo, bo kdo več razumel, kaj plača sploh je? Ker kaj se bo zdaj? Spet se bo verjetno noter dajalo neko bruto plačo. Kaj? A to zdaj pomeni v Sloveniji Mi totalno trenutno, recimo na IT segmentu, a ne, na tech segmentu so kandidati navajeni, da se plača navaja. a ne. Mi vedno, pa če ne vedno v oglasih, ko direktno nagovarjamo, že napišemo Absolutno. bruto plačo, ker so taka razhajanja, da Točno, lahko če mi zgubljaš ni čas. čas, blizu, kaj če se sploh pogovarjati tako. s tabo. Ne? In kandidate tudi, če kdaj ne navedemo plače, skoraj prvo vprašanje Se bo, pravi, v kakšna IT pa je sektorju je plača. to že kar Je ne že bolj ali napisano manj prav. normalno, ja, tako. Tako da meni se to v bistvu ne zdi čisto slabka. a ne. Je pa res, da podjetja, ko sama objavljate oglase, a ne, pa pač imate malo omejitev, recimo, sploh če ne bi imeli sistemizacije urejene, Ja. si pač malo omejen, kar se tega tiče. a ne. Nam je pa v bistvu super in tudi mednarodno, ko hantamo, recimo skoraj vedno komuniciramo plačo že v osnovnem paketu informacij, ki ga Dobro, ampak kandidatom verjetno je še neka pošiljamo. možnost pogajanj. Jasno, ti Ali pol sem se rang. samo jaz tudi naprej. vedno v službo Mi vedno pogajala napišemo za plačo. rang, a ne, ki je Aha, pač okej. odvisen tudi od izkušenj, ker ti vidiš nek CV, LinkedIn profil, ampak dejanske izkušnje ne moreš čisto prebrati. In potem pač imaš rang, ali je to, ne vem, od 3 do 3500 brutov, recimo, a ne. Ko pač To je to, navajaš ni neke več range. možnost pogajanj. Je, vedno Je, so No, saj možnosti, zato, a ne. ampak Ampak če je nekdo, ki ga res rabiš ali je res Tako. ne, na pol deficitaren kader, tako. ali pa ti res prinese neko dodano vrednost, tako da pač ne. Ja.
Ja. In Ampak spet načeloma spodbudo pač za v nek prebivalce osnoven nimaš. rang, pa če imaš sistemizacijo, si omejena. Ne? Tukaj smo imeli mi največje težave v tej krizi s kadri, ki je bila, pa je zdaj malo boljš. Pač naša slovenska, recimo IT podjetja, so bila slabo konkurenčna na tem globalnem trgu, ki se je odpiral, ne? In so v bistvu te korporacije, ki so prihajale na slovenski trg, plačevale tudi, ne vem, do 2-krat višje prejemke na ASP, ne? Ker pač In ravno v tuja IT sektorju bo podjetja, tega a ne. menda zelo veliko, ker lahko delaš seveda nadaljavo. Ne? Tako. Um, In tuje podjetje franchise. legalno, a ne, plačuje preko ASP slovenskega delavca, medtem ko slovensko podjetje slovenskega delavca na ASP Ne more. ne more, moraš 20% Mislim, moraš zagotoviti dokazovati, drugje, da to a ni ne. tvoja, da nisi Primarna dejansko v dejavnost, delovnem odvisen. razmerju, ne? Ker Ja. zelo hitro se dokaže, da Medtem da ko je to tuje delovno podjetje pa razmerje. brez težav to naredi, je lahko 100% plačnik, a ne, tega kandidata, recimo. In to je pač bila težava, recimo zdaj v tej krizi s kadri, da slovenska podjetja niso bila več konkurenčna tuji ponudbi, ki je prihajala na naš trg. Za konec vprašanje za vse tri. Zdaj smo ugotovili, da je pri nas veliko dobrega, a ne? Da ni vse tako slabo, kot se vedno zdi na prvi pogled. Jaz recimo kamorkoli grem potovati, zdaj več ni časopisov, ampak recimo, ko je kakšna revija odpreš, vedno so iste težave. Ne glede na to, ali sem bila v Mongoliji, ali sem bila v Namibiji, ali pa v Nemčiji. Kot študentka sem delala v Nemčiji, prva stvar, pridem tja v moje stanovanje, prižgem televizijo in je bilo pa v Hamburgu sem živela, ki velja za bogato mesto in katastrofa, ne vem, katera tovarna šla v stečaj, toliko in toliko ljudi na cesti, naslednja novica je bila korupcija, sem si mislila, dobro, pa vse je povsod isto, ne. Karkoli pogledam, odprem, na koncu so novice iste. Pa vendarle, govorili smo, da smo zelo dobri športniki, sploh če se ne iztrošimo. Predvsem, ja. Imamo tudi zelo dobre podjetnike, pa vendarle, kaj narediti, da bomo ostali konkurenčni? Zdaj smo slišali, pri kadrih dostikrat nismo, da bomo konkurenčni, da ne bodo sploh podjetniki, ki so fleksibilni, odpirali podružnic in zaposlovali ljudi čez mejo, sploh na Hrvaškem, ki je slabo uro stran, lahko za nekatere ali pa še manj. Kaj nam manjka? Ne vem, kaj nam manjka. Jaz mislim, da imamo marsikdaj česa tudi preveč v Sloveniji, da smo kar malo razvajeni. Sicer pa mislim, da bi bilo lepo, če bi delili dobre prakse, dobre primere, da bi se učili na dobrih primerih, pa da bi že, da ne rečem, iz družine ven ni za vse kriv šolski sistem, še kako ne, to je moje mnenje, pač to je samo mnenje, zdaj pa ni raziskava tukaj, da iz družine ven učimo otroke empatičnosti, solidarnosti, tovarištva, delavnosti in odgovornosti in da ne, tako kot pravi, da niso stvari samo po sebi umevne in da evri ne padajo z neba, tako kot dež ali pa toča, odvisno kako gledamo, no. Tako da jaz si rečem, da bi vsaj zadržali to blaginjo, ki jo v povprečju vendarle imamo in da bi tudi zadržali to socialo, ki jo vendarle v Sloveniji imamo. To je moje mnenje, ne temeljim tukaj na rezultatih katerekoli raziskave. Kako torej ohraniti stik z najbolj razvitimi, če ne drugega vemo, da na lestvici konkurenčnosti padamo, zelo slabi smo, kar se tiče produktivnosti, bistveno pod povprečjem EU-ja. Verjetno to ne velja za vas. Nizka dodana vrednost še vedno, ne. Kaj narediti, da se, zdaj ste direktorica, imate projekte, imate zaposlene, kako ohraniti stik s konkurenco? Ambiciozno moraš iti naprej in se otresti nekih prepričanj, ki si jih mogoče z leti se naučil oziroma dobil. Bom dala konkreten primer. Ko sem začela, sem tudi jaz mogoče malo postran ali pa bila zelo tako zadržana, kako bomo sodelovali z državami, kot je Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Srbija in tako naprej. In potem lepega dne dobim klic iz Saudove Arabije, da bi želeli sodelovanje. In kot ženska, kot podjetnica sem bila z velikimi zadržki na začetku, potem pa, ko sem videla, kako zelo se motim, kako smo mi zelo pozitivno diskriminirani lahko kot Evropejci, kako je cenjeno to znanje, ki ga imamo, mogoče nismo najboljši v produktivnosti, po znanju pa prekašamo, ampak
da si odprt za ta sodelovanja. Recimo, jaz tudi, ko vidim zdaj trenutno potencial, da rečem na Balkanu in širše, zakaj bi vsi šli v Nemčijo tekmovati sceno? A si tega res želimo? Zakaj ne konkuriramo z znanjem in ga bi znali dobro prodati, in na tem delati dobre projekte? Tako da včasih je pač treba smer. Jaz imam dovolj primerjanja, Zame so važni tehnični rezultati v mojem poslu. Tam se rada primerjam, a je bil naš postopek najbolje izveden, kar je lahko, a je dal najboljše rezultate. Tukaj jaz tekmujem. In pa s tem, da se res trudim, da dam veliko poudarka na ljudi. Jaz še vedno upravljam v skupini nas je sicer 200, jaz opravljam razgovore z dobro polovico, 110 ljudmi, pa mi vsi rečejo, Maja, se ti ni treba, se lahko to delajo vodje. Ne, jaz bom ta del naredila, jaz bom dala 2 meseca časa v te letne pogovore, ker mi je tok mar in so te informacije toliko zlata vredne, da je to moja investicija za naprej. Tako da včasih veliko dela moramo dati v stvari in pa se malo znebiti prepričanj, mogoče, ki smo jih imeli do danes, ki lahko uspemo na koncu. Morda sploh ženske, prej smo govorili, da smo premalo pripravljeni tvegati, se prevečkrat samo omejujemo, smo prepričani, da nismo dovolj dobri, da hkrati pa pravimo, da ženska ponavadi pri hiši drži 3 vogale. Da se zdaj sklenemo z ženskami, bi morda torej tudi več žensk v gospodarstvu, predvsem pa v podjetništvu, pomagalo k temu, da vse skupaj ta voz nekako pozitivno potegnemo naprej, ali vlak, ali karkoli smo že imeli vse primerjave v zadnjih letih, ali smo vlak, ali smo voz, ali smo ne vem kaj. Glavno, da je luč na koncu tunela. Važno, da bi še malo tunela, Ne, raziskave že kažejo, da podjetja, ki imajo v bordih ali pa v nekih upravah, nadzornih svetih večje število žensk ali pa balans vsaj, imajo precej bolj trajnostne in boljše rezultate na dolgi rok. Tako da jaz sem ful podpiram to, se pa strinjam, ženske moramo pa biti bolj pogumne in sprejeti kdaj tudi kakšno stvar, za katero pa nismo čisto 100% prepričane, a bomo zdaj to perfektno oddelale. Tako. In generalno tudi, ko primerjam recimo kandidate, mi dosti iščemo kader po Balkanu, a ne pa tudi širše, ne vem, kadri ali pa zaposleni iz Makedonije, Srbije, to je tako samozavestno. Angleščina je perfektna, ful imajo dobro angleščino, ko pri slovenskih kandidatih tele mladi, ko prihajajo na trg, ne bi zdaj rekla, da je ful dobra angleščina. Prihajajo z veliko mero samozavesti, koliko se vse da, koliko so oni prepričani, da bojo šli v svet, imajo razne spodbude za študij v Ameriki in tako naprej, in to s pridom izkoriščajo. In tukaj mislim, da z mladimi generacijami je treba veliko več delati, spodbujati podjetništvo, to, da mora biti podjetništvo, ne vem, kot vsaj nek predmet v srednjih šolah, se mi zdi sigurno nekaj, kar bo za Slovenijo dolgoročno lahko zelo spodbudno. Pa ne samo za ženske, za celotno. Ja, seveda. In ta samozavest, to tudi izhaja iz družine. A veš, mi priden, ne? Ja, bodi priden. Ne, bodi priden. Bodi inovativen, zabavaj se tam. Bodi sicer odgovoren, ampak tu že iz vzgoje, že iz družine ven, ta self-confidence. Ženske smo pa še bolj pridne, Ženskam, dejansko se vseeno pripisuje neko vlogo podzavestno, tudi če si prepričan, da si tako zelo open in novodoben in že na pol new age, vseeno v glavi imaš to, kaj naj bi punčka počela ali pa kaj se spodobi, kako naj bi se obnašala in kako. Fantom se bistveno več dovoli, ali pa se sam meni zdi. Pri nas je Marcel šel na pump track, sej mogoče vemo, tista proga za kolesa pri 1 letu in še nekaj mesecev, medtem ko hčera jo še nismo spustili. Že tukaj je bodi pogumen, ja pa če je punčka. Dajmo jo. Skratka, je res na nas starših, da v bistvu jih enako pogumno spustimo v ta svet, in rečemo, sej boste zmogli, vsi ste dovolj pametni, znajdeli se boste, tako da. In pa tudi omogočamo, omejujemo. Tudi stvar, ki je, saj jaz mislim, da Slovenci nimajo, pa sploh Američani imajo pri nas, če propadaš, je to taka sramota, da boš, da se kar izseleš. V Ameriki obstaja neko zavedanje, da pač
ne rata vsak projekt. Zato prej, kar si ti rekla, deliti ne samo dobre prakse, primere uspeha, ampak tudi neuspeha, ker se lahko tudi iz tega kaj naučiš. Ne, no, v glavnem to sem hodila, pač pri nas je propast sramotno. V Ameriki pač nekaterim rata v tretjem poskusu. Tako da hvala Bogu, saj to start-up okolje na nek način spodbuja miselnost, da pač moraš biti pogumen, moraš biti seveda tudi inovativen, moraš biti seveda tudi priden in lahko rata, lahko pa tudi ne, če pa ne boš, pa pač mogoče bo pa naslednjič, mogoče pa tudi naslednjič ne bo, to ni zdaj taka katastrofa, da se moraš skrivati pred sosedi, ker kaj bojo pa rekli drugi, to je taka, v Sloveniji imamo to zelo radi. Priden Peter Prevc je pred leti, enkrat ga so tudi eni podjetniki nekam povabili in mislim, da je tako nekako rekel, da 5% je njegov talent, ostalih 25% je garaštvo, to je to, kar je Nina prej omenila, to je garaštvo, spet nekje je garaštvo, ne glede na to, na katerem področju. Tako da, hvala lepa vsem trem za te zelo zabavne, poučne in zelo ženske izkušnje. Bomo videli, kako bo kaj moški komentirali vse skupaj. Ker zdaj sem že parkrat slišala, da so pravijo, da še malo pa bodo oni rabili zaščito, ker smo zdaj mi toliko emancipirane in ne vem kaj. Sicer dvom, tako da še enkrat hvala lepa in absolutno je bilo zabavno in meni v veselje. Hvala tebi, da si me povezala. To je bil še en SBC podcast Aktualno, tokrat nekoliko bolj žensko barvan, zato pa toliko bolj sproščen, zabaven, zanimiv, upam. Vabljeni k ogledu, poslušanju in pa seveda srečno do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.